v 8. delu smo imeli pravzaprav, evo, kaj je bilo travno, kaj je bilo to? Kdo je razbil kozarc od besa? Tork je 9.6.2015, ura je 23.17 po noči. Tole so glave podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Žujo, 58. glave po vrsti pred zadnje, v katerih se pred razgibano in živopisno paleto oddaj, ki jih bomo potem predelovali čez poletje, še vedno ukvarjamo z Better Call Saul. Danes bomo, mislim, da pogledali si natančno tisti padec Saula čez avto, oziroma, pardon, ne, zdaj sem narobe rekel, se vidi, da je že 20 minut, kar sem gledal ta del in sem rahlo pozabil. Tam, ko Saul zbije mladca na koleso, ne, mislim, da se bomo o tem kar pogovarjali nekaj časa. Imamo tudi dva gosta iz dveh različnih zavarovalnic, ki bosta povedala, kakšni so pravzaprav vložki oziroma zneski, ki bi jih lahko mulca dobila pri njihovih zavarovalnicah, če bi to vložila. Tako da, ampak preden gremo seveda zares v globine te disekcije pomladnega TV hita, pa moramo prej povedati tiste par zadev, ki jih vedno povemo na začetku in jih bomo danes tudi, kajti vsi imamo radi, posebej midva z Anžetom, vse naše poslušalce z izgubo kratkotrajnega spomina. To je vse res. To je res. Najdete nas na aparatus.si, tam domujejo ful enih podcastov, veliko aktivnih, par v zimskem spanju, že nekaj časa. Potem nas lahko na aparatus.si dodate na Twitterju, na Facebooku smo na aparatus.si, lahko pa greste tudi na aparatus.si pošiljnica podpri in darujte 4, 8 ali 12 evrov mesečno, da bo Anže za ta denar lahko kupil nekje tisto v zlatom obrobljeno v usne vezano knjigo 800 stransko z navodili za svojo mešalko, ki je pač ni dobil ob nakupu in zaradi katere smo zdaj s 25-minutno zamudo začeli snemati že skoraj da v jutrišnjem dnevu. Tako da jaz se vam zahvaljujem, res iskreno se zahvaljujem vsem, ki boste darovali in mi boste meni in vsem gostom, če bo sploh še hotel kdo pridati, ker še gost v to oddajo, glede na to, kakšne zamude imamo, prihranili izgubo časa, ko Anže pretika kable in gumbe in pravi, zdaj bo pa delal, sam še enkrat pa bo delal. A lahko jaz to razložim? Zdaj se tako sliši, jaz mešalko znam uporabljati za ene stvari. Znaš uporabljati. Reč tako, kot pravi na Ptuju, razumem mešalko. Ti piščanc, dej povej, kam bodo zdelali. Nimam besed več, ker sem toliko bupan. Povej. Danes sta na vrsti 8. in 9. del Igre prestolov, 5. sezona, z nama pa je naš dežurni dopisnik za vse, kar ima zveze z upokojenci, Matevž Luzar. Žuja. Jo, servus. Oni gumbi na mešalni mizi, ne, ti sam to premikaš gor pa dol, kaj tako je čohaš. Ja, v bistvu božam jo, gladim jo in gladiš jo. Tebi bi moral nekdo poglediti z gladiusom za tako glajenje mešalke. Ne, noro je, no. Ne, ampak danes je bil že spet korak naprej storjen, čeprav ni izgledal tako, ampak je bil storjen korak naprej, ker so bili kabli prvič v uporabi in so se v bistvu obnašali tako, kot sem pričakoval. Se pravi, obnašali so se tako, kot si pričakoval, se pravi, da se niso obnašali. Ne, kabli so se, gremo. Game of Thrones, come on, igra predstavlja. Na eBay poglej za navodila za uporabo. Ta navodila, ne bom se spomnil. Dajmo nekaj narediti. Anže, ti da izvedel zapiske, prvo staro zapiske, daj napiš model svoje mešalke in prosimo vse naše poslušalce, da pogledajo to in če se jim doma valja, jo kje navodila ali pa poznajo koga, ki ve, kje bi lahko ta navodila se dobila. Ali pa neka splošna navodila za uporabo
osnovne mešalne mize, nekaj kanal, ne dajte prosim to že to poslati, res. Ali pa če je kje obstaja kakšen začetni tečaj za učenje uporabe mešalne, tako da lepo ga povabite. Ne bom, nima, ne moram, to je preveč tam obila. V glavnem, s čim bomo začeli pižama? 8. del. 8. del, dajmo majhen počakati, če preden se vržemo čisto na 8. del, namreč dobili smo kar nekaj vprašanj in potem tako z nekaj koncev nepovezano in potem sva rekla si zažetam, dajva še malo pobarati ljudi na Twitterjih, na Facebookih. Ja, ful hvala vsem, ki ste postavili. Ja. Če ima kdo kakšno vprašanje. In res je bilo ful vprašanje. Dejansko je bil skoraj večji odziv, kot četalava kakšne nagrade. To je res. Tako da od zdaj naprej nagrad v glavah ne bo več. Zdaj bo samo še vprašanja. Samo še benevolentno sodelovanje poslušalcev. Domen pravi, da bi rad pohvalil glave, ki so zanimiv in pa zabaven podcast in ga poslušal v fitnessu. Ja. Najmanj je kul, ki je napisal, da Benga ne sprehaja. In se opravičuje, ja. V glavnem, ga pa zanima, kje je Varis, ne? In zdaj na tej točki moramo gledati, da naprej praviš, da še nisi bral knjig, moramo reči, ne vemo. Ne vemo, kje je, ali je ostal v Pentosu. Zdaj v bistvu s tem si že vse povedal. Ne vemo. A je ostal v Pentosu? Ja, ampak ni mrtev. Ja, ne, tudi ne vemo, nič ne vemo. Aha. A je ostal v Pentosu, a se je vrnil v Kraljevi pristanek, a je šel mogoče v Zimišče, ali je v Dorni, ali je na Livarski skali, ali je mogoče v globočinah morja. Ne vemo. In prav, če se mu splača začeti brati knjige od začetka, če gleda serijo, če imaš čas spet, ker je zelo veliko predzgodbe, zraven nam že, da ti to povej. Ne? Recimo, vse to bi tudi Mateo že vprašal, ampak ga ne moram. Ja, ne, valjda, da se splača brati. Dejansko ni serija, ti v bistvu pač ti mogoče da te slike, ki bi si jih prej sam ustvaril, ampak je tam toliko enih detajlov še noter, da je noro. Pa v bistvu po mojem mora biti kar zabavno, če zdaj bereš, polka si že gledal, ko vidiš, ko se je še dogajalo, ko so v seriji vendal, ladja, v glavnem, tako da res se splača pač dejansko brati, tudi če gledaš, no, iskren. In potem tudi doma, za razliko od 513, ki sprašujejo, kdaj bo Savič v glavah, in lahko povemo, da je trenutno naslednji datum, za katerega imamo pribeležen, da bi se lahko on pojavil pri nas tam sred avgusta 2815. Sprašuje, kdaj pride kaj Boki pokomentirati Game of Thrones, da je še vedno zmaga njegova izjava Jon Snow je pussy. Ja. Bokija smo vabil danes, ampak neki basket igrali, neki tazga. Ja, neki počne. Play-off imam, ne morem imeti v te glave, ker imam play-off. Ja, za ene Špance. Sam res, za Špance. V glavnem, za Katalon, ok, ne bomo za ene Špance, za špansko prvenstvo, aj katalonsko. Špansko, to je res. To in potem doma na koncu reče Valar Morgulis, tako da vsaka čast. Valar do Harris, rečemo nazaj. To so prva vprašanja, potem imamo še pa Bor na Facebooku, so sprašvali Uroš Miklavčič, to je naš prijatelj iz sosednega podcasta, ki se mu reče kako on že? Upgrade. Tako je, sprašuje, rad bi imel seznam stvari, ki jih ve Jon Snow. Ne moramo ga zdaj trenutno objaviti, ker je to zaupna informacija, lahko pa povemo, da je seznam stvari, ki jih ve Jon Snow, da se prekriva s seznamom sklepov, ki jih je sprejel Miro Cerar. To je lepa. Okay. Boris me sprašuje, če imam naslednje leto rezervirano za prevajanje nove knjige. Imam. Odlično. Upam, da bom. Imam naslednje leto rezervirano vsaj nekaj mesta še za prevajanje sveta. Ledu in ognja, se pravi te spremljevalne knjige, ki sta jo napisala Elio in Linda, ki si je mimo grede rečeno zelo malo odfukal. Ja. Na Twitterjih, pa na Tumblrih in pa Martin Skup. Tako da to bom delal, pa upam, da bo naslednje leto napisano. Jaz pričakujem temno do poletja enkrat, da bi pa lahko kaj dobili. Upam. Upam. Jože Pepa Muc sprašuje, kaj je Igra prestolov, in mi mu odgovarjamo, to je nadaljevanka, ki se lahko skrije pred Better Call Saul. Sara Rožič pa sprašuje, na koga je ciljal Littlefinger, ko je babici Tyrell obljubljal mladega fanta, da je na netu kar neki teorij, njo pa zanima, kaj prava midva. Jaz mislim, da je tle imel v mislih
Lancela. Ja, jaz mislim, da je to fora. Pač, to je bilo sam navržen, da potem se Lancela uporabi za to, da se srce uniči. Tako da jaz mislim, da to je to. Je pa res, da je ta scena tako, jo čištekam stvar, da je izgledal, da je to mal več. Ja. Tako, posnet je bilo, da je nek move, v bistvu se pa to, kar on tam najavi, ne, tega mladega fanta, se potem v naslednjih 2 scenah zgodi. Tako da, pač, ja, ful je zgledal kot večja spletka, kot je bila mogoče. No. Zdaj tako jaz mislim. No. Ja. Tale v bistvu, tale sezona Game of Thrones, to je že v bistvu zelo departure od knjig. Ne? Kje smo v bistvu v knjigih? Ja, v knjigi smo na... v 4. knjigi, nek smo v 5. knjigi, nek smo v 6. knjigi, tako da hodimo, nek smo kar nekje. In ravno tukaj vprašanje, zdaj veš, kje smo, ker imamo še eno vprašanje od Tamare, tlele na začetku, ker Tamara je naša tudi redna poslušalka, vemo, da redno spremlja Game of Thrones. No, njo zanima, kje je Kripeljčak Bran, da je že lani zginil nekam v podzemlje, ne, in v glavnem zanimajo, kje je, zakaj že 8 delov mimo, zdaj že 9, njega pa sploh ni nikjer, ne, da je očitno zgrešila to, kar so že lani objavili, da Branove zgodbe letos ne bo, kajti Bran je zdaj dejansko že na koncu 5. knjige. Ne, njegova zgodba na koncu 5. knjige in zdaj namesto, da bi kazali, kako ga noter Troki Vran trenira, ne, bo v letu potem v 6. sezoni in bo že nabildano imel to magijo svojo, očitno. Ne, to je zdaj malo tako, kot mladi jedi, ki se uri in bomo videli, kaj se bo dogajalo. In glede na to, da zdaj, ko so bili castingi, ko smo se pogovarjali že v prejšnjih glavah, da so za neke mlade igralce oziroma najstnike z posebej določenimi vizualnimi značilnostmi šli ven casting koli, mislim, da si lahko pač vemo, da bo Bran že obvladal kar nekaj stvari, ampak kašne pa se pustimo presenetiti, če niste gledali. Tako da Tamara pride naslednje leto, Bran letos ga pa ne bo. Ja, to je pač posledica tega, ker se tok skače, ne? Ker je pač, kot je Pižama rekel, nekje si v 4., nekje si v 5., nekje si pa še v knjigi, ki ni bila napisana. Ja, in tle imamo tudi še vprašanje, odzadnjič ne točno zdaj, kdo ga je poslal, ker ga nima tle naštimo, ampak je sprašval o tej, kakšen je ta časovni okvir Igre prestolov, nadaljevanke, in da sicer približan, kar vse govori, ne bi bilo približan tako kot knjiga, vsaka knjiga 1 leto, se pravi sezona leto ali pa pol leta, ampak predvsem, kar moramo mi tukaj vedeti, je, da te zgodbe, ki jih gledamo, ne potekajo sočasno. Ne, da je nekaj pravzaprav, kar bi se lahko zgodilo v 2., 3. delu, ne vem, na eni lokaciji, lahko mogoče sovpada z dogajanjem tam na 5., 6. lokaciji, čeprav... Ne, fora je samo tako, da je vse tako speljan, da pač... Speljan, da mi imamo ta log zgodbovni, ampak ni nujno, da se vse stvari zdaj naenkrat dogajajo. Pa se to neodvisno ena od druge, da ni neki problema, mislim, slediti. No, to je res, to je pa tudi res. Ja. Sploh to, a veš pa, da recimo mine manj časa, recimo dol v Dorni, kot smo gledali zdaj med 7. in 9. delom, verjetno minili manj časa, kot recimo med 8. in 9. delom gor na severu, ko so mogli Jon Snow pa vsi iz Ostrega uleteti pol nazaj do zidu. Ne. Ma se dosti sam to, da se posinka, da pridejo karakteri na eno mesto, da lahko pol se nove dvojice naredijo, pa grejo druga. Ja. To je tudi, ja, sej, pač tam dobro, ampak srečajo se tam, ker se morajo srečati, to je pa to, ne. Ja. Ali pa ne. Ali pa ne, ali se pa falijo. Ja, to je tudi res. Čakaj, še kakšno vprašanje? Ne, pejmo zdaj narediti tu na stvar, ki jo nočemo dati česa, ampak jo moramo. No, dajmo zimišče pa okolico začnemo. Dajmo to najprej, ne, ta mučni trenutek. V 8. delu smo imeli pravzaprav, evo, kaj je bilo travno, kaj je bilo to? Kdo je razbil kozarc od besa? Yes. A si kaj polil, ali gremo naprej? Kje bom to not pustil? Gremo naprej. Okay, loser je nekaj razbil, to bo v glavah. Next. Klevam zdaj. Pa nisem preklinil zraven. Ja. Hvala. V 8. delu imamo pravzaprav čisto minimalno se gor ustavimo in sicer samo, da vidimo Sanso in Njuha, oziroma osebo, ki je the artist formerly known as Theon Greyjoy. In
tle imamo zdaj ta moment, pravzaprav na kjer ga smo čakali, ne, da ji on prizna, da v resnici ni zažgal njenih bratov. To je v 8. epizodi. Ja, Ja, ne, v 8, ki je zihar. Ne, pa meni so te scene zdaj med Sanso pa med Theonom full cool ratale, no. Tako, ta dinamika mi je všeč. Nisem pričakoval, da mi bo, tako vam rekel. ja, tle se vidi, da dejansko ona je, kljub temu, da je spet v tej neki vlogi žrtve, ne, to je tisto, kar smo se z Anže pogovarjali, da bomo videli, kako se bo pol naprej stvar razvijala, pa dejansko ni pa zlomljena, ne. Ja. Ostaja nezlomljena, neupognjena in tukaj imamo tudi, pravzaprav ona je še zmeraj na tej neki poziciji, išče, kje bi lahko, ne, in še zmeraj misli, da si lahko svojo rešitev nekako s Tionom oziroma Njuhom pribori in zato tudi potem še zmeraj pritiska nanj, ne, in pravzaprav glede na to, zaradi tega, kar je ona do zdaj mislila, da je on naredil njeni družini, je potem ostaja tako neizprosna do njega, kljub vsemu, kar je on pretrpel pod Ramsayjem, čeprav je res, da okay, zdaj prizna, da ni zažgal njenih bratov, ampak kar se tiče pa nekih drugih stvari, pa vseeno ni ravno nedolžen še. Ne? Se pravi, da imamo spet tle ta moment znova teh likov, Martinovskih, ki imajo nek ta, ko bi če rekel, dobijo neke pozitivne lastnosti oziroma jih vidimo v neki pozitivni luči, ampak z nekih olajševalnih okoliščinah, ampak še vedno pa stvari, ki so jih zagrešili, ostajajo neizbrisane. Hočeš reči Jamie Lannister. Ja. Ja, ne, pa se to, ni to fajn. Meni je to v redu. Meni je v bistvu zanimivo, kako je ta Sansa v bistvu se razvila od prve sezone do tukaj, ki je v bistvu ratala nekako gledala svoje mame. Ne. Ja, čeprav mislim, mama ni imela take nesreče s partnerji, ne. To je treba povedati, ne. Pa, je šla pa na poroka, ne, rdeča. Dobro, to je pa res, ne. Sam, mene predvsem mi je kul, no, ker zdaj tudi, v bistvu, Theon je tako, najprej najslabši človek ever, ne, potem ful trpi, pa se ti zaradi tega smil, potem pa še zdaj spomne, da v bistvu, sem odbil sam 2 random otroka, ne una 2 otroka, za katere nam je mar, ne. Zdaj si in ti to tako gledaš in tako, bravo, tester, sam 2 random si ubil, vsi sta bila samo od enega kmeta froca, tako da ni panika. Ne, ampak te stvari so pač meni zmeraj kul, no. Tako da ja, pa res, kot sem rekel, no, ta dinamika mi je všeč ratala. Mislim, kul mi je, ko imaš na zemljišču, nimaš zdaj sam Sansa Ramsay, ne, tako debate, ne, ampak tudi kar se med Rikom, ne, oziroma Njuhom pa Sanso dogaja. Tako moram reči, da meni v bistvu se v Winterfellu ful dogaja, pa ni spet, se mi je zdelo, da ne bo toliko štofa za serijo, no. Je pa res, da v knjigi je Jane Poole, ne, tam, če bi bila tle Jane Poole, bi bilo malo weird, ne. Tako da še bolj cool izpade, da so v bistvu Sanso dali v Winterfell, ne. Da se kle res lahko pač veliko zgodi, no? Mislim, za TV. Čak, zdaj ne štekam. Kaj je v knjigi? Aha, namreč v knjigi nimamo Sanse na tej poziciji, ampak je na njeni poziciji pripeljajo fake Arjo. Ne? V knjigah je pač ta Jane Poole prijateljca od Sanse, ki je ostala v kraljevem pristanku in je bila tam ujeta in pošljajo gor proti severu, da bo ona pač, ker je pač neka severnjaška punčka in da bo ona tam na mest Arje, ne, kao, da to je Arja in glede na to pol, da bojo zno legitimizirali potem to Boltonovo osvojitev Zimišča. Ne, in da se bo Ramsay z njo poročil in jasno vsi vejo, da to ni Arja, ampak se vsi pretvarjajo, da pa je Arja. Zaradi tega pač, da ohranijo te neke bolj feudalne odnose, ki so. Ne, ben ne upa reči, si ta pa ni ta prava. In tam se pravzaprav je še malo hujno, v knjigah so vse scene kot v tukaj Sanso, ne, kar se tiče tega njenega razmerja pa vpletenosti še Tiona, ne po njegovi volji, ampak tle je bilo glih pa to, ki je bil zdaj ta, veš, in tle imamo pa zdaj spet točno to, kot si ti rekel prej, že ne pač, ni ubil Starkov, je sam tam 2 mulca, ne, tle je bilo isto to, zdaj ta prehod iz knjige oziroma razkorak med knjigami pa med serijo, ne, ker v knjigah je temu na Jane Poole, pa kaj jo itak ona sploh ni en ta od teh pripovedovalnih likov, jo komikaj zaznamo
In smo, ok, se je hudo, kar se je zgodilo, ampak pač to je to. Tle pa Sansi, nek se je pa to Sansi zgodila, ta poročna noč, pa si, Ja. Ja. Kje pa je Sansa v knjigah? ne, pa gor prezimuje v Orlovem gnezdu, oziroma tam v unih krajih okolja. Ja, se to sta res nekam hitro prišla. Če mezinček zraven pridajo. Gluzar, poslušajte zadnje glave, ki ima pižama teorijo, kako se to dogaja. Jaz imam zdaj pravzaprav že drugo teorijo, da imajo nek podzemni sistem rovov je, po katerih pol mezinček tako vakumsko potuješ, kot so imeli včasih v firmah za prenašanje sporočil, ki so jih dali v not. To bi mogel Tolkienu povedati, da bi bili filmi po knjige krajše. Čeprav, to bi bilo tudi kot 8 delov mezinčka, ki hod nekam. Ko pokaže ga vsakmu delu za 5 minut in hod. In pa on fucking tle vmes zato, ker tam v Lordu tega ni bilo, je Jackson to spustil, tle zdaj mezinček nekje v porečnih deželah sreča Toma Bombadila. To bi pa bil reunion. Čeprav, to je to, Littlefinger, The Walking Chronicles ali nekaj tazga, pač to je bilo karepsko. Pol gremo pa v bistvu, Boltone, ki se pogovarjajo, ali bi ostali noter, ali bi šli ven in kle Ramsay v bistvu kar dosti kul izpade, ko reče, rabim samo 20 možin. Šel bom v napad, več ali manj, in jih bom mal. No, mislim, kul izpade, če ti navijaš za Boltone. Okay, Kar je po 9. delu malo lažji. To je res. Zdaj, ko si to rekel, smo v 9. delu. Kjer najprej Ramsay in kolegi zažgejo konje, pa tiste zaloge hrane. Ja, tako da začne se odlično, ko gledaš gorečega konja, ki laufa. To je res, to je pa super shot. Ja, ta prizor, ta prizor se začne kot tuno najbolj nerodna četa skavtov, ki raznaša betlehemsko luč. Že spet milo rečeno. Potem pa Stannis nekako. Mislim, da bomo rekli, da se mu že na obrazu vidi, da nekam meri, kamor nočemo, da meri. Ne? Ja, itak, da ni. Sploh pa, ko začne Davosa pošiljati. Do Črnine, ja. Potem gre pa do hčerke. Ne, pregre še Davos, ki se gre posloviti in tle, ki je Lenčka in tle, ki reče ti stavek, ki pridem nazaj, in to veš, ki ti v Igri prestolov nekdo nekomu reče, ki pridem nazaj, ti greš lahko že iskati na 2 kamenčka, da se jih boš dal na oči na mrliškem modru. Lahko si sam narišeš take oči, kakršne hočeš imeti, ka veš, v roku 2 tednov jih bom nucal. To je dosti res. Jaz sem tle eno vprašanje, v bistvu. Jaz nisem bil nič šokiran, ker na to, glede na to, kar se je zgodilo. V bistvu. Vse to se je napovedovalo celo sezono. Ne, pa se je napovedovalo, ampak je pa dejansko dosti dobro speljan, da si dobil ta feeling, tam, kam sta celo sceno, recimo, z Stannisom pa Širin, ki on, pa si dobila pač to luskano. Sivolusk. Pač Grayscale, pa je bilo treba vse prepelati, vse vrače možne, da smo to ostavili, ti si moja hčerka, ne. In v bistvu ti je dal malo tega, da Stannis pa ne, veš pa ta njegova pokončna drža, ne. Tako da ne vem, mislim, se je nakazoval po svoje, ampak meni je bilo kar dobro speljan, da nisi čisto vedel, a bo šlo skozi ali ne. Je bila pa nora scena, nekaj zdaj treba povedati na neki točki, da se zažge eno tam malo, če se neko sto lepš pove, ne. Ampak je bilo pa dosti dobro speljan, da v bistvu mtne, ki je pa do zdaj vedno kazala znake, da je dosti oseren, da zaupa, Lord of Light, pa v bistvu na koncu jo malo uniči, ko vidi lastno hčerko, kako gori. V bistvu uničijo takrat, ko začneta malo klicati. Prej na začetku je še kar skupaj s Stannisom, pa ko pa začneta malo klicati, se pa mama zlom v bistvu. Ja, se to, ampak mene je bolj ta del pač fascinanten, da pol Stannis v svoji trmi to mirno gleda. Čeprav mislim, tole je noro odigran, ko vidiš vse to, ko se trud ostati nekako perceptom in dajati eno to resnost od sebe, ampak ko se mu vidi v očeh, da to ni to. Ja, mislim, zelo taka scena je, ko bi rekel, veliko se dogaja, pa nič se ne pove, razen ta mala, ki se dere. Vse ostalo so šoti. Dej Matej še en kozarc razbi, ker zelo ga je treba.
Čak, sem da najdem enega, če kaj ne vržem po tleh, neki moram. Ne, sam je kar grozna scena. No. Mislim, sklepam, da če imaš otroke, je toliko bolj. Pa, a je res v bistvu, no? Ker to sem jih danes razmišljal. Jaz ne bi rekel, če je bolj, ampak je tlej spet tako, veš, ker se prav, a veš, ker Stanis je že prej sežigal ljudi. A veš, pa smo, Stanis je dal v drugi sezoni svojega brata ubit. S tistim pičkinim dimom. Ne? To je res. Pa smo mu pa malo pozabili, sej on je, pa to ne, a veš. In je spet ta točka, veš, na kjeri smo, zdaj pravzaprav percepcija, pa zdaj koga zažge, pa koliko smo mi povezani s tem likom, kako nas nekaj dejansko širine je bila res, tako meni najbolj pozitiven lik v vsej seriji. To je res. To nedolžno mlado bitje, Ja. ki tam uči druge brati, ona je kljub temu, da je pač ta sivolusk imela in kaj vse prestala, ona kaže to neko voljo do življenja, kaže veselje in je še toliko huj zaradi tega, ne, a veš, zdaj, ker če bi on, ne vem. Ja, ona je pač bila karakter, ki enkrat bo mogla umreti. Samo vprašanje na kak način. Ja, ampak je bilo pa to, kar je Pižamska rekel, da je ful pozitiven lik, ne. Zdaj vidiš, zakaj se je tako pelal, ne. Zaradi tega, da se je to zgodilo, kar se je zgodilo. Ja, in da je bil še težji ta pravzaprav udarc, potem večji čustveni impakt storjen. Tako meni je zmeraj kul, pa za nazaj vidiš, zakaj so ti kakšne stvari kazali, ki ti mogoče na začetku niso čisto jasne. Ne? Ali si predstavljam, da če nisi nič bral, pa da nič ne veš, ne? Pa gledaš eno širin konstantno, in tako, zakaj to ta malo kaže? A veš, tako, isto je bilo, zakaj se Sansi daje toliko ene pozornosti, ne? Ampak bolj, ko se razvija zgodba, bolj vidiš, zakaj je temu tako. Tako da nikoli ni rečeno, da unika so na začetku mogoče malo boring, navijo pol pelali do nečesa, dokaj epskega. Ne, da je epsko, da so tam malo zažgali, ampak kar se efekta tiče. No. Govorim samo o fajn drami, ne o dejstvu, da pač je to mala mrtva. Okay. Zdaj imamo že spet pauzo z vprašanji. Ne? Ja, ker se navezuje na tukaj, ne? Ker zdaj pač širin se zažga zaradi tega, da bi dobil pomoč gospodarja luči. Ne? In tle bi mogoče še eno stvar, preden se vrnemo to vprašanje, ki sem jo prej spustil, kako se vidi, kako je pač Stanis, ne? Ki je slikan kot ta človek, ki je človek na čel, ne? Da on pa zdaj, njemu sploh ni, da bi bil kralj, ne? Kaj praviš, ampak jaz moram biti, ne? To je moja dolžnost, usojeno mi je, da sem kralj, ne? Kar razlaga v tistem pogovoru, ne? To je, ja. To je čist preveč, ampak v resnici pa ti in spoštuje zakone do črke, ne, vse si vemo, kaj je naredil, ne, za vsemi, ki so karkoli prekršili, ne, od tega, da je Davos tiste prste v drobu in še polnenih drugih stvari, ampak v resnici je on tako zelo pragmatičen, kar se tiče tega spoštovanja zakonov, pa to ne, kar ste videli že pred par deli, kako je on Johnu v snegu, ne, rekel, pa sej daj pusle, pa greš tja, pa ti ton urihtam, pa vsež, čeprav ima on tisto zaobljubo, ne, da vse tako prikraja in upogiba pravila, da so njemu pač, da se potem upogibajo v njegovo korist. Pač taka racionalizacija je bila, ne? Meni ta Stanis deluje, mislim, prvo mi od nekdaj ni simpatičen lik, ampak nekako tako, ker pa to, kar si zdaj Pižama govorim, in tako deluje v bistvu, ker nek od teh vojskovodi v bistvu, ki se držijo starih pravil, oziroma ki imajo neko... Ja, a man's gotta have a code. Okay, reda. Sem vedel. Noro. Ok, vprašanja, Pižamci. V glavnem, ker je ne bi Rdeči bog pomagal, R'hllor pomagal zdaj Stanisu in njegove vojski, ko je dobil daritev kraljeve krvi. Pa imamo spoznavo vprašanje od Tamare, kako je kaj z verskimi skupnosti, da če njo vprašamo, so se malo preveč razpasle. In da so stari bogovi očitno out. Jaz sem zdaj tako rekel, pač stari bogovi ni nujno, da so out. Ja, glede na to, da se Bran vrača. Ja, jaz ne bi jih še povsem odpisal. Zdaj pa kako je s temi, ne, te nori vrabci, ki mislijo, da so bogovi, to je pač
kaj ne rečemo, ne? Inkvizicija v drugi preobleki, Ja. pa bog mnogoterih obrazov, ne, s pod vprašanjem, kako potem vejo, kateri je, če ima toliko ksihtov, da je tukaj pač ta bog mnogoterih obrazov, je dejansko to je bog, ki združuje, ne, v tem templju in tako naprej vsa božanstva iz vseh religij, ki imajo funkcijo v pač dani religiji boga ali boginje smrti. Se pravi, vse, Tako. kar je povezano s tem kultom smrti, je povezano. Ne? Pač to je kot manifestacija enega boga v vseh religijah. Ne? In zdaj, če vemo, kjer bog je najmočnejši, kaj s tem gospodarjem ognja, ja dejansko je, to je edini bog, pri katerem smo do zdaj videli, da res nekaj zna. Res je, ampak je treba povedati, da se je pač vsa ta moč, ne, kar pa Tamara vpraša, če je rdeča gospa usekana, preračunljiva ali čarovnica, ne, je poanta glih o tem, da odkar je komet prišel, odkar se je vse to začelo dogajati, se v bistvu magija dviguje v tem svetu. In očitno se najbolj zaenkrat dviguje ali Iber na severu, ne, oziroma pri gospodarju ognja, ne, ki je pa več kot očitno z juga. Se bi jaz kar strinjal s Tamaro, v bistvu. Mislim, ful je letos, mislim, v tej sezoni ful te religije, v bistvu, če gledamo. Ne? Ja, ker se dviga, ne, ker tle imaš pač, tle so oni zdaj izkoristili to, vsaj ne, kar se tiče teh vrabcev, pa tega, pa te oborožene vere, da so oni izkoristili ta nekako brezvladje oziroma odsotnost neke močne vladarske figure oziroma spet ta boj, ki se dogaja ne zato, da so oni prevzeli vsaj del oblasti, ne, da so dobili povrnjeno to moč, ki so nekdaj imeli, ki jim je eden od Targaryenov pred 100-200 leti oduzel. Ne, in ker te so bili to pač v knjigi imaš dve poimenovanje, ne, vrabci so te, ki so pač oblečeni v raševino, pa imaš pa še te, so pa, mislim, da so voščakovi sinovi, so pa te, ki pa pol si te zvezde gor režejo v glave ali pa v prsi in so tisti, ki vihtijo meče in krepela. Tako da so izkoristili dejansko, kar se tiče na družbeno klimo, je nekako logičen nekako vzpon te sekte. Jaz tudi na to tako gledam, veš, da recimo, kar se na severu dogaja, je pač dejansko magic, ne? Pa to, pa kar je gospodar ognja, je dejansko magic, ne? Kar so pa te vrabci, pa to, kar se v bistvu na King's Landingu oziroma v Sedmih kraljestvih tako na sredini dogaja, ne? A veš, je pa dosti bullshit, ne? Klepa ni, a veš, klepa ni v bistvu ni te magije, ampak je dejansko ta, kot je Pižamc rekel, brez vladje in pol to pač eden izkoristi, ker tako je, vedno je, če se naredi vakum. Politično, ja, pa tle pravzaprav imaš pol, ne, tudi ta vera v sedmere je nekako tako, ekvivalent teh naših, ker pač imaš v tem svetu, imaš ljudi, ki verujo, imaš te religiozne strukture, ki imajo določene hierarhične položaje v družbi, ampak nimaš pa nekih dokazov o tem, oziroma so samo neka ta pričevanja iz 8. roke, da so se kakšni čudeži kje zgodili, ne, ampak gre v resnici veliko bolj za tradicijo in prek katere potem ljudje prihajajo do vzvodov moči. Ja, ampak recimo meni, te vrabci, to v King's Landingu, mislim, mi je malo dosadno. No? V bistvu, če tako gledam zdaj, ker to razvlečem čez celo sezono, ker mi malo preveč mi v bistvu asocira na zgodovino, v bistvu našo zgodovino, no? V bistvu na inkvizicijo, malo preveč so podobnosti. No? Ja, ampak jaz mislim, da je tako mišljen. Sej, preveč očitno je, a veš, tiska. Daj, če bi bil ful v vojno vrtnic posvečen, bi se ti že vse skrb zdel tako malo dolgočasen, ker vse preveč kot nas. To je res, ja. To je dober point, ja, v bistvu, ja. To je res dober point, ja. Ne, veš kaj se meni zdi, v bistvu, tako, kar je zdaj, v bistvu so te nori vrabci v bistvu v King's Landingu postavljeni, v bistvu, ena stvar je to, da me preveč asocira na inkvizicijo in vse to, kar se dogaja v bistvu v srednjem veku. Po drugi strani je pa zaradi tega, ker je to vse postavljeno tako noter v celice, pa to, mislim, vse deluje tako statično, no.
A veš, nima te dinamike serija, ki je imela drugačno. Dobiš dinamiko naslednji del. Ja, jaz mislim, da bo naslednji del dinamičen. Jaz mislim, da bo dinamika naslednji del. Ja, le ponavadi ne vem, ker ponavadi je bilo tako, da je v 9. epizodi bil bom. Ne? Res je, in zdaj so pri 9, to se lahko pol pogovarjamo, ko prijemo do zmaja, ampak dodaj bomo to pol, zdaj kraljevi pristanek. Ampak zdaj smo tako kraljevi pristanek, kjer smo pravzaprav zdaj ta verstva že nekako obdelali in to je bilo tudi pravzaprav vse, kar se je zgodilo. V 9. delu itak ni bilo nič kraljevega pristanka, v 8. imamo pa to sepnico v Nelo, ki se tam dvakrat uleti do Cersei, enkrat ji grozi, drugič jo pa že hoče podkupati. Tlej nor prizor tam, za me je tako všeč, kako ona polije tisto vodo in pol Cersei vsa obnemogla in izčrpana liže stal, in tlej res ta padec še bolj viden. Ja, ampak je pa ona mogoče edini lik, tudi ki gre beci tako malo, prav ti je. Ja. Ni uno, ona se še z ničemer dejansko ni odkupila. Pri njej je edin, kar mogoče malo zmaga, je ljubezen do svojih otrok. Jaz sem v bistvu tle sem začutil, že parkrat v bistvu letošnji sezon, v bistvu sem čutil, da je tako malo, malo sem začutil, da scenaristom paše, da je taka situacija v King's Landingu, ne? Ker imaš tam kralja, ki je zdaj gladovno štrajka v svoji sobi, je v bistvu tako priročno, v bistvu, da je pa lahko Cersei v bistvu v zaporu. Ne? Tako je, veš, v enem trenutku sem pomislil, zakaj ne pride en sin, z vojsko, pa jih razturi. Pa se si videl že, kako je bilo prejšnjih dneh, ki je prišel on tja, pa so ga oni začeli sem videl, kako ga tudi ljudstvo ne mara, ne vem koliko. Ja, ampak tlej njegova mama v bistvu, ne, tlej bi lahko... Ja, sem tam je bila pa una, ki mu je pač dala, veš, mislim, to je... Tudi že za ženo ni mogel nič narediti, ne. Vem, ampak saj neki mi manjka, no, neki mi manjka v smislu... A ne, mene pa to glih cool, da se vidi ta impotenca pač 13-letnikov ali 14-letnikov, ki jih dajo, da so kralji. Pač meni pa to super, ker je to noro. Ne, vse je super, samo rad bi videl, a veš, vse mi je zdaj tako zelo flet je v bistvu, ne, a veš, zelo flet. Zdaj, v 7. delu si ga videl, pa smo imeli pa 2 prizora, v 8. 9. pa itak ni bilo nič kraljevega pristanka. Ja, se ti pravim, 10. bo zelo zanimiva to sezono. Naprej na Bravos, se mi reče. Ampak zdaj lahko še to povemo, da res veš, kako je Cersei fakt, je to, kaj njen edin prijatelj, ki še obiskuje, je tip, ki se tam igra ene čudne eksperimente v svojem laboratoriju. Pa najbolj ligal gaj po Littlefingerju v Igri prestolov, po moje. Ja. Bravo si pa tudi pravzaprav čisto lepo cel lok nekako potegnen čez 2 dela. Če tako gledaš, ka Arja zdaj končno prevzame to neko vlogo, seveda še ni toliko posvečena, da bi si kakšen obraz lahko gor dala, ne, gre še vedno z njenim, svojim obrazom tja in prodaja školjke in mora zastrupiti enega tega starega zavarovalničarja, ki se pogovarja, da pač tip stavi na to, da bo imel nesrečo. In pač tle je mogoče čisto zanimivo gledati, kako je bilo posneto vse tisto, ta montaža, ne, kako pripoveduje, kako vmes potem to zgodbo spreminja, tudi vizualno. Tle je mogoče v 8. delu predvsem tisto zaključna debata, tiste 2 stavka med to sirotico, uno to drugo v hiši bele in črne, pa med Jaqenom. Ja. Ko napravlja, pa se sploh ni pripravljena, in Jaqen Bogu je vse. Te scene so meni toliko fajn. Važna je smrt, ali je pripravljen ali ni, ki podeli dar, Boga mnogoterih obličij je dar podeljen in Bog je zadovoljen. Ja. To je, jaz sem toliko vesel, da se s tem obadajo, da je noro. Jaz sem v knjigah bil zmeraj napaljen, ker so se stvari kle dogajale. In tukaj se rekel, una scena, ko ona razlaga, kako je začela prodajati školjke in pol počas pride do unga, kaj vozička. Ja. Mislim, da je zelo lepo narejen. Tako da res, kle pa nič meni ni bilo narobe. Kaj boš pa ti rekel, z režiserskega vidika na to zgodbo? Mislim, meni je bilo zelo fajn, v bistvu, no? Ker v Bravo si, kar se dogaja, mi je zelo kul. Tudi kako se, recimo, če se prav na tle, ko ona govori, to je na začetku, 8.
Ja, v bistvu, ja. Ja, mislim, zelo lepo se sestavlja, no? V bistvu zelo fajn, kako ona pripoveduje to zgodbo in pol, ki pride do enega momenta, kaj že, ki zamenja. Ja, da ni šla leva, desna, ampak leva, glih kontra. Desno, pak jo udari, v bistvu te tako spomne, ne? Da je to v bistvu zgodba. In v bistvu jaz sem zelo sakar za take momente, ker v bistvu nekako gledaš, kaj se v prihodnosti dogaja, hkrati pa v bistvu poslušaš pripovedovanje. No? In kadar ta dinamika, da oba dva prizora tako delata, mislim, da je pripovedovanje in to, kar vidimo, funkcionira, je zelo v bistvu težko narediti zanimivo. No? In tle dobro funkcionira. No? Ampak pa super mi je pa to v bistvu tudi, ker na koncu je ali bo uspel ali ne bo uspel. V bistvu ta religija, v bistvu bog tisočerih obrazov, mi recimo ne gre tako na kurac v King's Landingu, ampak zaradi tega po mojem, ker ima to neko magijo od zadnje, no? Ali ima neki drugač, neki, ker je lastno temu svetu, no? Na nek način. Ja, huda pogruntavščina je pač zelo, meni je to ena boljših pogruntavščin. Ja, tako, da si moraš nekaj, da si moraš zmisliti božanstvo, kle se bom ful strinil. Je to čist huda fora, ne? Ja, meni je tudi, v bistvu, in me zanima, ali kdaj bo ratal. V bistvu, jaz ne vem, kaj bo naprej, ampak me zanima, ali bo ratal ali ne bo ratal, ker to bo, da bo lahko spreminjala te obraze. Ne? Ja, in pol smo že na 9. delu, ne, kjer se loti ubit tega zavarovalničarja, ne, potem pa uleti človek z njenega seznama. Človek z seznama, ne, se pravi Merin Trent, ki pač je v bistvu osebni stražar najbolj nesposobnega lika v zgodovini likov, in pa človeka, ki na eni točki Marko Gettisu začne pet. Tle je super pokazati, točno to je ta karakterizacija njegova, k meni super pri temu premestru, glih to, kako je pri njemu dejansko nikoli niso razlagali, nismo nobene ekspozicije zanj, ampak zmeri sam vidiš skozi čisto njegovo igro, kakšen je, ne, in točno tle on je zdaj naredil nek hud biznis, pa se zmenil in pa, zdaj ti bom pa jaz eno zapel. Ja, in tam vidiš Gettisa iz Iron Banka, ki je čista nojd. Ki mu je toliko naroden, da je noro. Ne. Mi je pa všeč ta dialog, ki Gettisu reče, vi v Iron Banku ste v bistvu hazarderji, ne, in ste kao najboljši, lete, kva ste si zgradili, ne, ki pa pokaže na bajto. Ne. In mi je huda, ker že spet Iron Bank je že spet ena od teh Martinovih detajlov, ja. Ki v bistvu na ful prefinjen način reši to, da če bo kdo daj rabo denar, ne, bo ta denar na voljo, ne, ampak ga da že spet zapakira v neki, pač v neko tvorbo, ki je meni čist huda, pač neka banka, ki v bistvu posoja denar in potem z obrestmi pobira nazaj po vojnah. Ne. Mednarodni denarni sklad. Ja, ima v bistvu. Ali gre mogoče za te špekulativne investicijske sklade, glede na to, veš, da le fucking sedež imajo v davčni oazi? To je res, bravo se davčno. Bravo se davčno. Mislim, da si naslov dobo. Zdaj vidiš, ker ljudje to poslušajo, je četrtek in če pač snoč ni prišlo do Cinvena, da bi kupil fakit, mogoče pride tiho ne stories o Sloveniji, reče, zdaj bi pa mi ta Telekom vzeli. Lepa, bravo se davčno. Okay. In očitno tudi oaza, kjer izpolnjujejo vse mogoče seksualne fantazije, kjer... Ja, kvaj bo s tem delom in z mladimi punčkami? Ja, lahko nam to razloži. Hotel so Tranta narediti res še bolj... Fakit, kada ne bi mogel, kada nam ni jasno že od tistega prvega trenutka, ko je upravljal umazano Joffrijevo delo namest njega na Sansi, ja. Da ti je res pizda od človeka, lepo po domač povedal. Ja, samo moraš vedeti, da so mogli to pokazati, ker v bistvu pozabiš malo. V bistvu kot nek navaden gledalec, ki se on pojavil, se ti zdi znan, ampak si pozabil, kaj vse hudega počel. Aha, okej. Ja. Še jaz recimo osebno tako sem malo mogel pomisliti, kdo on je v bistvu. Ampak tudi ker mi to spremljamo to kliko in zato so izkoristili, po mojem mnenju, v bistvu te prizore s temi deklicami tam,
da so vsaj malo da so malo nespolni, no, kakšne vrste lik. Okay, viš, to pa jaz ne vem. Ja, okay, jaz sem pa takoj vedel, kdo je, viš, to pa zanimivo, ne, če recimo. Ja, ker, a veš, ti tle oni toliko veliko likov pelejo že 5 let, v bistvu 5 sezon, ne. Ja, valjda, ja. Zelo težko je, da v bistvu gledalci se spomnijo vse, kaj se je z vsakim likom dogajalo v vseh teh 5 letih. In če kje rabijo, pač ali na začetku ta foršpan ponucajo, da malo veš, v katerih likih bo govoril, ne. Pa morajo čas še tako slikati. Ja, ampak sej nad slabega pa res eden bolj creepy prizorov že spet, kada to že skoraj ni bilo mogoče. Sorry, če si teh bogih 230 oseb ne moreš zapomniti, pa gledati eno žlahno štorijo. Ja, sej še grb imajo, to sem videl v reklami, nisem še nikoli gledal, tako da imajo nek grb. Ena žlahna štorija še ni bilo v glavu? Ne. Šokantno, ne? Pride na vrsto tik pred Better Call Saul. Ja, tam bo. A potem so pa odorni, ne? Kjer je pa zelo tak, te filler deli, ki samo malo peljejo zgodbo naprej. Ja. Že spet razočaranje, kar se Dornije tiče. Ampak to smo itak navajeni. Čeprav meni se pa zdi, da je majčkan zelo bilo vsaj malo bolj zanimivo, vsaj, ker sta Jamie pa Doran imela to interakcijo. Deva Matevža vprašati, ker res nima tega knjižnega predznanja. Kako se ti zdi, zdaj, če gledaš čez celo sezono, ta lok, ki se dogaja v Dorni, kako ga doživljaš? A ti je kakšen lik zanimiv od tega? Ja, v bistvu najbolj skoraj. Ful mi je zanimivo so v bistvu te 3 punce, ki so v zaporu. A res, dejansko? Ja, imajo neko tako dinamiko, pa ne vem zakaj, mogoče ne zaradi toho, ki so tak liki, ampak tako se mi zdi, tako fajno energijo imajo. Wow, mi smo pa čist, ja, ok, povej. Ja, vsak ima neke motivacije tam, no, tako me malo spominja na ta dogajanje, cel me malo spominja na začetek Game of Thrones, na prvo sezono, pa Sansa, pa vse to. In mi je v bistvu mi je cool, no. Edin, kar mi ni bilo cool, v bistvu je, da sta pač šla Jamie pa njegov Bron, ja, kot dvojice, kako sta dol šla, no. Tako se mi zdaj spet malo, ker leta spet v teh dvojicah hodijo vsak na svoj konc vseh kraljestv in mi je v bistvu malo na živce gre to, no. Ker se nekako ta vzorc ponavlja. Meni pa logično je, da so morali dati enega tazga znanga dol, zato da je folk vsaj na začetku imel neko oporno točko, kar se oseb tiče. To se strinjam, ja, ampak tako mi je dosadno ratal, no, v bistvu v tem, da špencirajo z enega konca na drug konc, ker je preveč tega, no. Pa zmeraj ima več 2, nikoli ne grejo 3 ali 4, mislim, skozi je neka tano. In moram pa reči, da mislim, cel dogajanje dol mi kar zanimivo, no. Bolj kot King's Landing. Ok, fair enough, to mi je pa, ja, v bistvu to kar cool slišati svoje, no. Ja, veš, vsak ima neka ta motivacija, mislim, ta kralj, kako je, ima pač, hoče biti nekako etično, moralno, verjame v second chance, pa ona, ki je izgubila svojo ljubezen, šuhta te 3, da jih napadejo, ne. Mislim, taka je zelo zanimiva dinamika. Ne? Ok, lepa, ne, mislim, to mi je pa ful dobro, mislim, cool mi je slišati, zato, ker mi smo se prej, ker je bil Mare, ne, s pižama, ne, smo se pogovarjali, da koliko nam je v bistvu to premalo, ampak če lahko ti, ki nisi bral, to k vam potegneš, pa mogoče pa res ni, mislim, spet ni toliko premalo, ne, očitno, tako da dosti hodovno. Ne, meni zelo sede, zelo dobro sede. Ne, se čist legit, sam pravim, tako, mi smo se... Mi smo imeli to, da so mogoče bile te peščene kače na začetku tako zelo premalo karakterizirane, da so dejansko še napol, ko so bile uječi noter, si nekako jih malo začel razločevati, kar se tiče karakterjev pa tega. To je res, ja, ampak na začetkih v bistvu nisem rabo, da bi jih razločeval, zaradi tega, ker sem imela samo en cilj, ubiti jih, a veš. Zdaj, ko so po zaporu, v bistvu sem prav tako, ko sem gledal, sem prav razmislil, upam, da bo v bistvu da bo se vlekle naprej, da bo sabo vzela. Zdaj za en intervju, mislim, da so bili z enimi od teh, z eno od teh in da pravijo, da bo zdaj 10. del bo za njih totalno eksploziven. Da bo neki čisti uf. Ne? Tako da, kar je tudi posloje zanimivo, ker zdaj, kolikor se je zdaj v 9. delu končal, dol je še vse nekako v zraku. Ne? Ta zgodba nima nekega
orang zaključka, ne, tako kot ga recimo na nekaterih prizoriščih že lahko postavil. Zdaj, jaz bi tukaj omenil mogoče edini res to najboljši moment je tak, pride in pol stražar Brona s komolcem. Ko se vsi sprašujemo, kaj je bil tisti pogoj. Zakaj ga bojo spustili in potem ga, pa ta, ki reče, pita zgleda dober. Ja, bum, a bi mogoče župco? Ja, vera juho, ta je lepa. Ja. Ta je v redu. Ja. Tako da, nad slabo. Evo, in zdaj, ko imamo še 8 minut časa, gremo na zadnji. Na ta najdaljše 2 minifilma, ki sta se zgodila v 8. in 9. delu. Ne. Mislim, 8. je tako, ne. Zdaj, kar se na zidu dogaja, ok, tam imamo spet Žilko, pa Sema, pa Olja, pa te pogovore, pač se ta nekak bilda se ta mreža, ki ne mara Johna, ne. Pol... Pa Boki partija. Ja. Čeprav jaz mislim, da zdaj le Boki, ne vem, če bo upal še reči, da je Jon Snow pusi po temu, kar je bilo. Ja, sploh po temu, kar se zgodi kako je ostro, ne, je po slovenski. Veš, kaj tega Olja, kar imajo, ga kaže glih sam zato, da jim, le neki bo naredil. Ne? Prav mislim, da nam tako, on je ta, veš, Čehovov lok, ki je zdaj na steni. Ja, če vidiš, ni puška. Ja, klej je lok, ker se upravičujem, ker sem to neumnost rekel. Hvala že, ker si razumel mojo majhno šalo. Odlično. Ja, se strinjam, da ga za to uporabljajo. Ampak zdaj, če gremo pač ostro, ne, tam je pa prvič ostro. To je bil pa pan, Pan je bil, živijo Matej Praprotnik. Ja, ne, meni je cool, ker že spet vidimo Rattleshirta, ki je meni v seriji in v knjigi zelo kolik, predvsem pa v seriji, ker so ga zelo dober, kdorkoli je bil production designer pri temu kostumu, vsaka čast in ga Tormund nalomi, kar je tudi v redu svoje. Potem imamo ta sestanek med Johnom in vsemi predstavniki različnih plemen, ne, kjer je Tens že spet tečen, ne, ker noče nič imeti z Nightwatchom. Jih pa saj je ne par, vključno z velikani, reče, ok. Z velikanom, to je res, da bojo šli z Johnom, oziroma bolj s Tormundom. Ja, pač John je zraven, ne, tako malo, kar mora biti. Ja, John je po nesreč zraven. Ne. In tle moramo reči, da je da ima velikan 1-1, oziroma 1-1, kakor mu je ime, najboljši line v celem delu. Ko pride Edo to robo od spod in ga gleda in on tam nekaj zagoči in je od spod, ko pravod, the fuck you looking at. Na tem mestu v bistvu bi vprašal, kaj sta samo 2 bila velikana. En je umrl noter v prehodu, ne, v prejšnji sezon, ali 2 sezone nazaj. Ja, velikanov je zelo malo, no. Zelo malo. Ja, očitno klebojo imeli sam njega, ne, ker na teh white shotih ostrega res ni bilo videti, če kašenga, ne, tako da. Je očitno, on je res ta poslednji. Velikan. Ja, očitno je to zadnja varianta. Ne? Ja, tako izgleda. Ja. V bistvu, vse, kar se dogaja tle na skrajnem severu okrog zida, v bistvu, zdaj vidiš, kam je šel denar od letošnje sezone. Zato imaš v King's Landingu bolj celi. Res je, to se sploh zdaj, ko pridemo do fajta, ne. Pa zato Remzi vzame samo 20 vojakov, da napade. No, dobro, sem večjih že bi težko, ne. To je res. Ja, ampak ja, imaš prav. Ja. CGI je šel 4 stopne gor od prejšnjih sezon. Ne. To je treba povedati. In pri fajtu, ko uletijo, kdo uleti, pižama? Kdo uleti, kot le sem bilo vprašanje, recimo tudi Mihane se spraševal, zakaj so pol unika se zbudijo na koncu, zakaj so eni bolj zombi kot drugi, ne? Zakaj se skozi ene vidi in skozi druge ne. Zdaj, tle uleti ta vojska neživcev. Ne? To so neke vrste zombiji, ampak niti niso toliko zombi. Ker če gledamo zombi operirajo, delujejo neodvisno. Ne? Oni so te lupine, ki si želijo možganov in hodijo okoli, ker ni nikogar v bližini, ki bi jim prijazno odsvrl jajca s pašteta, ne morajo pa ljudem iz glav trgati te stvari.
te neživci so pa dejansko lutke, ki jih te beli hodci upravljajo. Vsaj tako zgleda, vsaj tako, nekako smo zdaj dobili to, da Ja, meni to tako izgleda. je res, da oni nadzorujejo vse skupaj. Mislim, tako se zaključi tudi epizoda 8, ne? Pa ki jih dvigne, ja, od mrtvih. Ki jih dvigne, v bistvu tako vidiš. Ne? Čeprav mene te tako imenovani neživci v bistvu mi tako malo rušijo. Hecno mi je, da so zombiji, no? Ki so v bistvu zombiji, ne? Na nek način tako neki tle pojavljajo. No? Se mi zdi, da je ena stvar, ki napašajo ta svet. No? Ja, ampak mene pa glih to, jaz bi se strinjal s tem do tega, ko si videl, da so to res lutke, ki jih dvigne, ne. Pol res vidiš, da je pa tam, ki grejo čez prepad, ne, čez brez glavo, ne. Pol res vidiš, da jih on usmerja. Ja, ampak koliko je cool moment bil, Ja. Ker je ta fight, pa ona ženska tam razbija vse, pa se pa obrne, pa zagleda otroke in ne more nič narediti, oni pa samo na njo. Mislim, to je pa prav the best moment. Ja, ciklete, mladi otroci so kar tema teh dveh delov. Na tak, Ja. A veš, to je tako, ko bi, ne vem, greš v Afriko recimo, ali pa v Afganistan, ali pa v Irak, ne, dol, pa imaš pištolo v rok, pa pred sabo zagledaš 8-letnika s kalašnikom v rok, pa ga ne boš mogel streliti. On te bo pa brez težav. On te bo brez težav, ker si pač hudič. Ja, mislim, cela ta scena. Pa moram reči, da kar se CGI-ja tiče, kar se grafike tiče, zelo, zelo impresivno. Bom nekaj drugega rekel, potem, ko se bomo premaknili na jug. Ja, se strinjam, se bom jaz to rekel. Ja, ti se treba omeniti. Kle pa res mislim, da vse več ali manj funkcionira. Ne? In na koncu v bistvu se John in šefe White Walkerjev. Tle moramo še prej povedati. Najprej mogoče tudi zanimivo, da ta Karsi, ki jo igra Birgit Hjort Sørensen, ta iz Borgen, da je bil to originalno moški lik. Pisan. Kjer lik to? Ta, ki jo tamali zdemolirajo. Aha, ja. Ta, ki jo tamali, da je bil originalno to moški lik, ampak pa so na neki točki, ki so še v predprodukciji rekli, pismo, zakaj pa ne bi dal enega ženskega močnega lika še noter. In so potem za 20 minut. Ja, ampak meni v teh 20 minutah, pa zdaj mogoče boš ti drugače, ampak gledal na to, pa v 20 minutah je imela večji impakt name in tudi bolje bila razdelana in bo razdelana kot ne peščene kače. Ja, to se strinjam. Ampak v bistvu jaz sem upal, da bo to lik, ki bo ostal naprej. No. Ja, sej ostane naprej. Ja, kot. In tudi ustane naprej. To optimist reče, ne? Optimist vse ostane. Ja, to je res. Ja, kaj bo otroke pojedla svoje. Ja, ne kličemo več. In tle imamo že najprej tega, ki se s tem Ignacom najprej spopade, ta prvi noter v bajti, ki tega Loboda ubije, Tenca, ne zakaj pa kot mi zgleda tak Ignac, jaz sem se odločil, da vidimo Ignac ime. In jasno, tam vidimo spet to, kako se te navadno jeklo razleti pod jeklom belih hodcev, na kar John, ko misli, da je že vsega konc, zamahne s svojim mečem iz valirskega jekla in dobimo tisto vibracijo, ker zdaj ne vemo, ali se bo meč upognil, ali bo leto en trep komat noter in bomo slišali don't know, pa neki tazga, je res ta bas, da bo sam enkrat drop the bass. Enkrat rekel in tako pogleda, ups, zakaj pa to ne dela, ponavadi dela. In potem ima ta hitro dva zamaha in ko se ga John dotakne z valirijskim jeklom, se človek razblini v pripravek za Margarito. Te meči so v bistvu kaj narejeni iz tega Dragon glesa. Glesa? Ne, to smo tudi vprašali, lahko zdaj razložimo. To valirijsko jeklo je pač... In to ne samo enega, ne mislim, da to zmeči. Sam je... Ne, 2000 jih je kao, bilo, ali neki, zdaj je pa sam še ne 1000. Ne, včasih še več, zdaj je ne 200, koliko še v te znanih. Fora je, da je
da so že v nekih prejšnjih delih nekje sem gledal, kako bi lahko še premagali bele hodce, ne omen to zmajsko jeklo, ampak niso vedeli, da je to valirijsko, niso sami špekulirali in zdaj smo tukaj dobili potrditev, da očitno je. Ne, se pravi, da in zdaj to valirijsko jeklo, kaj je to jeklo, ki je bilo v Valiriji kovano, se pravi v tej deželi, ki jo zdaj ni več, skozi katero sta se pelala takrat Jorah pa Tyrion, ne, ki jo se vse kadi pa smodi še vedno in tam so jih dejansko kovali na nek magičen način. Ne. Zdaj, samo jeklo zgleda tako, kot pri nas damaščansko, se pravi, imaš te plasti, ki so jih upogibali pa tolkli drugo na drugo, ampak je bilo pa zraven še neka magija, ne, tako da zdaj dejansko teh mečev ne znajo več novih delati, kar je in tudi za prekovati jih pravzaprav zna samo še zelo redki, tako da ne se tudi, ki je Tywin dal ta let od Neda Starka v 2 meča, ne, od katerih ima zdaj enega Brienne, enega pa Tommen, mislim, da je tako, ne. Ja, mislim, da iz ne vem, ki je moral pripeljati enega, ki se s tem sploh še ukvarja. Tako da teh mečev je res zelo malo, pa večinoma so to v nekih teh starejših rodbinah, kjer je to pač meč, ki potem tudi potuje iz roda v rod. Zdaj je ta vprašanje, ne, a meči demolirajo, ali Dragonglass demolira, ali je to zaradi tega, ker je Jon Snow. Ja, ker zdaj ta varianta, sem ne, koliko so tega Azor Ahaja sploh nisem, mislim, da omenjal, ne vem, koliko v seriji. Ja, kdo pa je to? Aha, Azor Ahaj je pa nek lik, to moram še jaz povedati točno iz preteklosti, ki je bil že nekoč prvak, borec, gospodarja luči in zdaj čakajo, da se bo ponovno rodil. Ne, in to ta... Aha, to je v bistvu pa Jon Snow. Ja, lahko da je Jon Snow, ampak to je tisto pravzaprav, ki ga zdaj Melisandra skozi stupi stani, so da je on ta, ne, ponovno rojeni. Ja, v bistvu je Jon Snow. Ne vemo, to res ne vemo. Ja, ampak je vse tako nastavljen, vsaj lik je tako nastavljen, v bistvu, da ima te poteze, v bistvu je izbranca. In ta Azor Ahaj, on je tak, je svoj meč skovoj, mislim, da ga je tako skalil, tako da je ubil svojo ženo. Ali sest, mislim, da ženo, ne. Ja, že spet. Dark človek, v glavnem. Ne, pa tukaj je, kdo je že spraševal za Night Kinga, ne? Aha, to je pa ena spraševala, zakaj je, ne, ta nočni kralj v seriji videti kot eden od onih, če pa ne bi bil 13. poveljnik nočne straže. Ja, kao da je človek, zgleda pa kao uni modeli. To so legende, da je pač ne bi bil ta nočni kralj 13. poveljnik nočne straže in ki se je potem ki se je zaljubil v žensko z kožo bledo kot luna in z očmi modrimi kot zvezde in je potem on odšel tja čez zid. Ne? Ampak jaz mislim, da zdaj, če bi on ostal tak, kot je, ne bi preživel toliko časa. Da mislim, da dejansko gre, da je v tem času doživel neko transformacijo, ne? Da lahko te beli hodci ne samo dojenčko, ampak tudi odrasle na nek način spravijo, ne? Da postanejo sami potem beli hodci. Tako mogoče ne je ta skozi kopulacijo se spremeniš v belega hodca. Cajt naredi svoje. Sam, kdo pa, mislim, beli hodci, ne? To je pač kaj, to so, koliko jih je, ali to je v bistvu par izbranih teh vodij? Ne vemo, to je pa totalno nepojasneno tudi v knjigah. Nimaš, se pravi, vse je itak skoraj nihče ne verjame, da sploh obstajajo. Ne? Da tudi ta še jih jemljajo bolj kot pravljice za otroke. In tudi nočna straža, zelo tako nisi videl tudi v prvi sezoni, kako so oni niso glih verjeli, dokler se niso tiste roke začele sprehajati same po pisarni, ki so bile odsekane. Mislim, da smo skoraj vse povedali. Aha, Tamara še zanima, zakaj nimajo za velikana ladje. Smo videli, da nekak je prišel, čeprav je res, so kar zelo hitr, ne, se je zdaj tako,
pa glede na to, koliko na sredi, koliko do obale je to oddaljen, pa da so bili brez konjev, ne, so se morali kar nahoditi, so kar spočito zgledali, ko so prišli pole v. Ja, v bistvu meni je prav hecen, da so z ladjam šli, pa čist gor na severu so. Lažje pridati do tja z ladjem, ker so šli pač ob zidu do te postojanke, ne, ker na zidu imaš 3 gradove, ki funkcionirajo. Imaš tle na sredi je grad Črnina, pa imaš vzhodno stražo ob morju, pa ta senčni stolp. Ja, sam jaz kot v bistvu gledalec nisem imel nikoli občutka, da je tam gor v bistvu morje, no? Ker v bistvu skozi, veš, ker imaš ta občutek mraz, sneg, mraz, ti ni asociacija morja v bistvu. No? Ja, se je kar oddaljen od morja. Ta del, ne. Če veš, Matevž, morje niso nujno poletne počitnice. A si gledal kdaj kakšne dokumentarce o pingvinih? Vem, da niso, ampak potem je let. Ampak je moramo pa reči, da je en zelo cool moment, v bistvu, ker Jon Snow pride s temi pred zid in ne vemo, ali bo se odprl prehod ali ne bo. To je pa cool. Ja, tam, ko se sam gledata. Pa sem rekel, da je nekaj, da se gleda. Pa sem rekel, ne, v bistvu kar gledata se še malo, ker je kul. Cool. Pa, ko mu Thorn reče, ne, dobrega srca si, ampak zaradi tega to nas bo vse fental. To je res ta moment, kaj to je tako, kot ga kušno na usta skoraj že. Ja, sam ima pa neko spoštovanje do njega kot poveljnika, ne, ga je noter spustil, v bistvu to, ker drugače bi ga lahko pustil tam, ne. Ne bi, mislim, tako, ko so ta lik pelali, v bistvu celo sezono bi rekel, ne bo ga spustil noter, v bistvu. Ampak je lih s tem pokazal, v bistvu, koliko je ta, v bistvu, najwatch, v bistvu, vse ta pravila so pomembna. In tebi pa mogoče že tebe vprašal, Matevž, ko si ti razlagal to, da na koncu 8. dela, se pravi, ko se ta bitka tam priostren, koča, da ne grejo za njimi, da ostanejo tam na pomolu in jih sam gledajo. Ja, to sem tuhto, ja, v bistvu, kaj zdaj tle, ali gre za njimi, ker v bistvu logično da bi jih pobil, ne, pa še povečali svojo vojsko mrtvih. Ne vem, v bistvu, po mojem zaradi tega, ker je bil cool konc, no, s tem, ki jih dvignil. Da so se gledali. Da so se gledali, pa da je on jih dvignil, v bistvu, da jih. Ne, jaz pa mislim, da pač voda. A misliš, da je voda? Ja, zato, ker še zmeraj morajo plavati. Mislim, a veš, zato, ker tam, ki se tepejo. Zakaj pa ne bi zaledenel? Ja. Dobar, to nismo še nič videli, da lahko do ledeni karkoli. Ne? Ali pa bi po dnu hodili, tako kot v Piratih Skripa. Jaz sem mnenja bolj to, kar smo imeli že, da tle se pa lahko spet na prolog, na sam prolog serije, čist na prvi del, malo ozremo, kjer so tudi pustili tistega Willa, da je pobegnil. Ne? Da je pravzaprav dejansko, da oni imajo to malo, ne? Da so toliko prepričani vase in da nekako pa hočejo tudi sporočiti, da prihajajo. Pač, ne bomo se skrivali, da jim pustijo živeti glih, zato pač bežte, pa povejte, kaj prihaja. Ne? Da imajo tako dober PR kot ISIS. Več ali manj. Ja. A je to, kar se ostrega tiče? To je to, pa gremo pa sam še v mirin. Kjer se nič ne zgodi. Ok, to je to, so bile 8. Oh, god damn it. Da, v 8. delu je v bistvu. Jorah spet odpade. To je res in se potem dan v bistvu nazaj v suženstvo, zato da bo lahko. Ne v suženstvo, on se pride boriti, ali pač prekercije. Prekercije, ok, to je suženstvo. V glavnem. Sam tale zgodba je cel mes, v bistvu. To je tle pa res cel mes. Kaj to? Mislim vse, kako je sestavljena ta zgodba, v bistvu, kakšna dinamika in liki. In kaj se dogaja, v bistvu je tako malo po tankem ledu hodimo. Ja, zato, ker ga beli hodci še niso orang naredili. Ja, v bistvu. Pa imamo najboljši vprašanje od Tamare. Kaj je s to dermatološko boleznijo? To vprašanje imam tudi. Ta sivolus, dejansko malo, to smo se že pogovarjali, eni od prejšnjih glav. Ja, to smo se že malo menili. Ja. Da je malo čudno to zdaj, ko so upeljali to, da je Žilka pozna, da so tudi kar gor malo dobivali ene dvakrat v Krasterjevem braniku.
ker drugače bi to bilo tako čist kužna bolezen, ki se prenaša z dotiki, ali zdaj ne vemo, mogoče so še kakšni. Ja, mislim, naredili so, da se z dotikom, ne, v bistvu, tako zgleda, v bistvu, ne, zdaj pa potem takem bi mogli biti pa vsi že tam dol. Ja, ampak ne, znaš, te izganje, se tako pa to pol tudi rekel, veš, da bi mogli že pred 2000 leti vsi zaradi gobavosti izumreti. A veš, pač te neke kolonije ni tako, jih zganjajo, se pravi, tukaj je bilo zdaj v nadaljevanki narejeno, kot da je to v temi ruševinami Valirije, v knjigi, kjer gre Tyrion malo dlje časa potrebuje, da pride do Mirina, ne, kjer dejansko zamudi Daenerys, se to plujejo po tej reki Rojni in potem pridajo do nekega območja popolnoma meglenega, kako že Sorrows, žalobe, pridajo do žalob in tam te živijo na enih mostovih, ki se pnejo čez reko in tudi pač malo skače. In v glavnem tja se ženejo te ljudi, pač koliko jih že ne ubijajo prej in balka se ta oklep okoli njih dela, skozi močnejši počas blaznijo in dokler so nekako še na pol živi, pol napadajo druge. Meni se skozi zdaj te take, škukar, da je ta Sivoluski, da je mal bral Martin Kinga, Hujšaj. V tisti fazi, ker je eno prekletstvo, da on dobil aligatorjevo kožo. Sad s tem je res, da je ta bolezen, to spet je ena stvar, tako kot je tam bilo z religijo v King's Landingu, je tle ta asociacija z gobavostjo. To je tako mal preveč, to sezono se mi zdi, da je mal preveč vse očitno, no. Te usporednice v bistvu zgodovino. No. Nekaj. Mene osebno to malo zmoti, čeprav načeloma kakšno stvar imam rad na tak način. V bistvu narejeno. Tle tudi vidimo pol zdaj, če se vrnemo na te debate, že prej sta bila Jorah pa Tyrion pred Daenerys, pa kaj Tyrion sam z Daenerys, kako ima dejansko Tyrion enih jajc, kako on ni vno, joj, vzemim v službo, ampak no, da vidimo, ali bom šel jaz k tebi v službo. On ima to... Ja, super je, on je spet zaživel v bistvu. Kako se temu reče to proaktivno komunikacijsko veščino iskalca zaposlitve? Ja. On je eno od unih, ki sam CV pošle. Ja. On je Tyrion je una, veš, ki ti zaspema Twitterovo. Ne, pa ta že spet ta kolo, ki se vrti, ne, in odvisno, kdo je na vrhu, ne, in potem ona pač Daenerys reče, da ga bo razbila, ne. Ta je bila že spet v redu. Ni bila glih toliko chaos za leder, ne. Ampak fair enough, nad slabega, no, v bistvu. Potem je pa 9. del v Mirinu, kjer pa pride Russell Crowe in pol, to je drug film. Ben Hur se zapelje. Ja, Ben Hur. Zdaj je tako, začetni CGI kle je ok. Čak, ne, no pa povejmo. CGI. Ne sam začetni CGI, ampak že ta motivacija, da on vrže sulico proti njej. A ja, tam, na koncu, moramo začeti, no. Začnejo se pač v... A ja, ti govoriš o CGI. Ja, čisto na začetku, ne. Sorry. Ja, vidimo areno, ki je v bistvu še dosto redo narejena. Noč se zgodi boj, mislim, da jih je 7 ali 6, še staroboj. Ja, najprej sta dva in tlebaš, tle se te dva, ta prva dva, ne, en velik, en pa mišičast, en majhen, pa gibčan. Je super gledati to debato, ki jo imajo med sabo vsi tam Dario, pa Hizdar, pa Tyrion, pa Daenerys in kako tam Dario pa Daenerys tako odkrito flirtata pred Hizdarjem in na koncu se kaže, da Hizdar ima vse en prav, ko mu glavo odrobi. Tam se mi zdi, da so končno zelo fino te karakterje, da je končno tudi Dario tak zelo malo bahač spet postane, ne? Da ni samo jaz sem pa tle nežen, pa romantičen, pa gledam, kako gladko kožo imam na prsih, ljubi se z mano pododar. Ampak da je malo I got swag. In potem narobe napove, kdo bo zmagal. Ja, itak. In je Hizdar čist, jaz pa vem stvari, ne. Potem se pa začne ta še staroboj, kjer na koncu zmaga Jorah. In tle je bila spet una,
ki je tega ta zadnjega pobil, ker sem že mislil, da okay, zdaj bo ki se je začel malo premikati, smo vsi čakali, zdaj se bo premaknil in mu bo nekaj naredil. Ja. Ne, Džora, da ga fenti do konca. Do konca, ja. Nisi gledal prejšnje sezone. Ta je bila lepa, ja. Sploh zaradi tega, ker tam na meču glih tok niha, da misliš, da se glih kar premakne. In potem pride Sulica, Mateoš izvoli. Ja, mislim, to je mene čist presenečilo, ampak ne v pozitivnem smislu, ampak čisto v negativnem. V bistvu, to kot lik, kaj on čud do nje, v bistvu ne bi nikoli naredil neki... Se ni vrgovanja. Ja, ne glede na to, njeno smer je vrgo. Koga je vrgo? Ja, da jo je rešil. Ampak jo je rešil, ne bi on ubil. Je rešil, jaz pa nisem dojel to. Ja. Pa sem pa površno gledal. Ko ubije tega, enega od sinov Harpije z ono masko na glavi. To vem, ja, ampak se mi zdel, kada ga po nesreč zadel. Ne, on je tako dober. On je ubiti jo hotel, kaj? Ne, on je, ja, on napade Daenerys in pač Jorah vidi, ko vsi gledajo vanga. Aha, evo, ne? Pa sem pa jih, ja, spregledal. Če ne bi toliko po Twitterju vmes, ne, gobcev, pa iskal dobrih člankov za nas, da jih beremo. To veliko pove, v bistvu, v letošnji sezoni. To morda res. Ja, in potem se pa začne vojna, več ali manj. Ne? Pokol in pol gor vidiš tisti vrhnih 8 nivojev arene, kako si skozi levo pa desno tečejo, tak Manic Miner. Se dogaja multiplayer. Ja, ker to copy-paste ali so gore. Ja. To so eni in isti, ki pa v računalniku daš, da letijo levo desno. No, ampak se začne res pač orang fight, kjer na eni točki so potem vsi od Tyriona do Daenerys na sredini, par Ansalidov imajo okolne, več ali manj pa uletava preveliko število sinov Harpije. Tle je v bistvu ona prvič po prvi sezon ogrožena, tako resno, da njeni vojaki ne morejo. Do zdaj je bila zmeraj tako, kot vsemogočna kraljica, ki rešuje, ki drži lik. Ne. Tle pa v bistvu v zadnji sceni je pa prvič, da se je zgodilo v bistvu po dolgem času, da je ogrožena. No. Da je v bistvu tudi to, kako hoče pobegniti ven iz te arene, da je v bistvu v brezizhodnem položaju. In tle sem že malo začel računati, kaj bo umrla, ne bo umrla, kaj se bo zgodilo. Pa sem rekel, valjda, zmaj pride. Ja, tle so kar mojstersko, ko so kazali, to so ful imeli v trailerjih, ne, da ona tam neki nesredo okrožena že pa. Da ni bilo to v glavnem in pride zmaj, Drogon, in Mejhan pobruha ogen in potem ona stopi do njega in si reče, moj črni zmaj ne rabi uzde, v Boga me brez vajeti. In pol je do konca How to Train Your Dragon 3. Ja, ampak kle bi se jaz zdaj... Mislim, zmaj sam je zelo impresivno narejen. Zelo impresivno narejen. Res prav preveč dober za nekaj, kar je na TV-ju. Tu če je HBO. Mislim, jaz bi še celo rekel, da zmaj, kako izgleda, mi je bolj všeč kot Hobbit. Ja, jaz se bom s tem strinjal. Sam nima tako dobrega glasu. Ja. To je pa res. Zdaj predstavljam, da Drogon leti in tako Benedict Cumberbatch spregovori. Čeprav ta Drogon je tak, Drogona bi mogel Samuel L. Jackson. Ja, Samuel L. Jackson. I've just had it with these motherfucking sons of this motherfucking harp and this motherfucking Grasduck spit. Res. Veš, zih obstaja YouTube video, ki je to narejen. Ampak ne morem pa verjeti, ta zadnji shot leta, mislim, to saj CGI. To je pa ena najslabših stvari do zdaj. To se mi je pa po mojem, ali med denarja zmanjkalo, ali... Jaz tudi mislim, da je mogel nekaj biti. Ali pa časa. Ali se mi je pa modilo. Nekaj je mogel biti. Ker to zgleda, mislim... Až kako to zgleda? Jaz vem, kako to zgleda. Tako kot Brand, ki je plezal v pilotu. Ne, še kako to zgleda, kot Never Ending Story. Je točno to, jaz sem ta link iskal, točno to zgleda. Never Ending Story. Točno na to sem pomislil, sem rekel, in sem blih prele vmes, ko smo govorili, ko ste rekel, CGI sem mislile brsko, ko se nisem mogel spomniti. Never Ending Story, čisti. Evo, bom jaz poiskal zdaj le video spot od Mal, pa ga bomo dali v zapiske. Super. Ja, tako da to je bilo pa res razočaranje, no. Nimam druge besede. Slabo. Tako da evo, damo.
Mene je razočaralo zaradi tega, ker prej, v bistvu par kadrov prej si gledal izvrstno dizajn Zmaja, pa ta osnovna, ki je v bistvu sam na green screenu posnet, verjetno, pa res gleda groza. Ja, mislim, glih prej smo se pogovarjali, kako je bil Zmaj dober, ne? To, kaj je bil Zmaj dober, je bilo to slabo. Ja, čiste. Ampak, mislim, je pa po drugi strani pa tudi razumem, ne, v vsakem filmu imaš noter kakšno tako stvar, ki ti zmanjka. Ne, ampak hočem reči, lepo si rekel, klej neki, kako bi rekel, nekaj ni šlo according to plan. Ne? Ja, ker tle v bistvu to bi mogli izgledati vrhunsko, zaradi tega, ker smo v finalu v bistvu epizode, mislim, ona sosede gor mislim, to ni. Ja, to je res. Ona bo dejansko lahko na hiter prišla na drug konc sveta, ne? Zdaj z Majem. Ja, sam 2 ima še zaprta. A jih bo pstila? 2 ima še zaprta. Ja. Ne, tle zdaj. A pa ona kdaj, ona v bistvu njo upoštevajo kot mamo še zmeraj, v bistvu. Pa tako, ne, zdaj so bili pridni, na začetku sezone jo niso bili upoštevali, pa sta pa bila pridna, nekaj jim je une prinesla za malco. Ja, to pa zdaj ta, v bistvu, ki je prišel rešiti. Ja, tle upamo, da jo bo ubogo, ne, bomo videli. Ja, ni še pristala. Ni še pristala, bomo videli, kaj se zgodi, ne. Čeprav je pa res, da tle je pa, tudi čeprav ni videti tok, ne, ampak je kar obupana, ne, in kar, mislim, da sam svojo kožo hoče še rešiti, ne, mene zdaj pravzaprav bolj zanima, kaj bo z unimi, ki so ostali not v areni. Kaj bo pa naslednjič se bo tam nek sprehajali z ene kanalizacije, vam bojo prelezili, ne. Točno to, pa malo bojo umazali. Ne, tudi tega ne bo. Prišli bojo v bistvu pred njo v njeni greščini, pa malo bojo umazali. No, to bomo še videli, ampak ja. No. Jaz bi zdaj, ko smo prišli do konca, ne, bi jaz sam to rekel, da je zelo zanimivo, da je tak bil ta 9. del, ne? Ker glede na to, kaj vse je nastavljeno, bo 10. del. Tudi še moral par stvari razrešiti. Ne? Da ne bo tako, ja. Da dejansko nimamo tega, kot je bilo v prejšnjih sezonah, ki je bila 9. finale, ampak je dejansko zdaj skozi 8, 9 in 10 se bo razreševal, ker Dornijo imamo odprto, imamo Kraljevi pristanek imamo odprt, Železne otoke imamo odprte, nimamo pojma točno, kaj se bo tam zgodilo. Tako, in zid, ne. Ja. Čeprav zid ima nekak ta closure, ne, je že dosegel, da kak zaključa. Kaj veš, ljudi so prišli čez? Ja, zid ne bo nič naprej, zid je to, po mojem. No, jaz se bom pustil preseneten. Ne more biti, ni, en del je premalo, v bistvu. Mislim, jaz bi sam rekel, da v bistvu mi, zdaj spet zvenel, ampak v bistvu mi ta sezona res malo razočarana. Zelo veliko je bilo... Nisem toliko prepričan, da bi toliko hvalil, recimo, kakor so prejšnje sezone, ker recimo zdaj, sem tole celo uro poslušal V2, v bistvu mi je bilo prav hecen, sem vmes skozi razmišljal, zakaj pa mene ni toliko potegnil, ne, v bistvu. Vida sta čista fena, vida sta believerja, ne. Ne, okay, to je mogoče res, ampak jaz ti bom pa tako rekel, mene pa v bistvu ta sezona mi je v bistvu glih zaradi tega full smooth. Slow burn je. Ja, tako. Videl si take heroin junkie, v bistvu. To je res. Ampak plus ta del mi je všeč, to, kar smo se v CGI-ju, kar smo se res že parkrat pogovarjali, da so dal malo več epskosti, no. Tako, mislim, da, a veš, teh scen je malo več in se mi zdi Ja, to je meni dal tako malo vetra v jadra, no, moram reči. Je pa res, da smo morali pa kar... Meni je to bilo, da je bilo res to, zelo se je nastavljalo, ne? Zelo je bilo treba čakati do tega, da se bo končno nekje zgodil nekaj. Ne? Prej si imel tudi že vmes kakšne vrhunce, zdaj sem pa zdi, da leto zelo pa res vse prej se je tako zelo pripravljalo na zadnje 3-4 dele, no? Da bi se res prej lahko že kaj zgodil, ne. Da je mogoče to, no, se pravi, meni tudi, ampak ne, se pravi, meni je fino, jaz se tako pa prepustim temu svetu, veš, rečemo, da bomo malo uživati v teh vidnih podobah in vse. Ne, to vse, jaz to če izmanj gledam, ne, ja. In imaš, a veš, kar imaš vse tudi nekih teh trenutkov med določenimi liki, ki se dogajajo in imaš iskrce vmes, pa take fine kakšne epizodne vloge, tako ki je bil, recimo zdaj v tem ta zadnjem delu take v letu, ki je bil ta napovedovalc v areni. Veš, ko so te majhne vloge za minutko, 2, ampak najdejo enega kompetentnega. Čeprav meni bo res tam je zelo tako, kot mal mlajši princ Doran s čupo. Tako v njegovih teh hair metal dejsih, ki še igral pa šanko rokih.
Zanimivo. Sploh nisem vedel, na kaj moram pomisliti, ko si to rekel. Ampak fair enough. Veš kaj, mene mogoče bolj to, v bistvu, jaz še zmeraj pogledam, ampak v bistvu začel sem prepoznavati neke vzorce, v bistvu vzorce pripovedovanja. Ne? V bistvu, Tlej se gre, mogoče je res vprašanje, zdaj, da gre, da pravzaprav, tako kar so bile prej veliko bolj karakterno peljane, da mogoče zdaj so pa stopili karakteri mečka nazaj, zato da dosežejo, da imajo ono, kakor imajo načrt, tle mora en šok biti, tle mora en šok biti, tle mora en šok biti. Ja, in v bistvu te stvari so malo preveč očitno ratale. No? Mislim, nekaj je šok, neka stvar je to šokiranje gledalca zaradi samega šokiranja. Na drugi strani imaš pa v bistvu ta vzorc potovanja dveh, ki greta, ne vem, one dva greta, vsi grejo, nekam potujejo. No? In me v bistvu tako se mi začel ponavljati, no? Nekako nič novega ni, nič novega ne zapiha, nobenega novega vetra. Jaz se pa glih to ne strinjam, mene pa glih ta epskost, ki so jo zdaj turn it up to 11, ne? Se mi zdi, da je neka svežina. No? Meni karakteri, no? Zakaj sem to gledal, zmeraj mi je bilo v bistvu karakteri in kaj se zgodi. No? Tako da, jaz moram reči, da ponedeljek ta prvo pogledam Silicon Valley, pa VIP, pa šele Game of Thrones. Šokantno, samo to bom. Šokantno. Ja, tudi sam sebe sem šokiral, ampak dejansko to že par tednov je tako. Ja. Zdaj sem ravno kar odkril in lep mem se mi je ponudil, tak fin za zaključek, mogoče ga lahko damo za sliko, ki je ta Thoros of Mir, ne, iz te bratovščine brez bander in gor pač z napisom Worships the Lord of Light has not burned a single person to make his powers work. Sem dal link, tako da lahko snameš dol za sliko. Pejte pa pogled, zdaj se ne bomo pogovarjali. Roman je še spraševal, zakaj je taka diskrepanca med Igro prestolov pa pesmi Ledu in Ognja. Bomo o tem se v naslednjih glavah pogovarjali, ko bojo o 10. pa 10. delu in tudi povzetek sezone. Bomo tam, pejte pogledati, v zapiskih imate link na članek o Igri prestolov na iskreni.net, zabavno branje, ne bomo spoilali, ampak dajte si to prebrati. V drugih novicah za casting je prišlo ven, da iščejo še eno, ki bo igrala otroke gozda in bojo akcijske scene, pa zelo pomemben lik, da bo, tako da tukaj imamo zdaj ali Brena ali pa kakšen zelo flashback zelo nazaj. Soundtrack pride tedni ven, je že na Amazonu, že na iTunesih, pa ne vem, če je že v glavnem tudi to, pa Arrested Westeros še vedno delajo fine stvari, tako da to je vse za pogledati. No. Ja, pa smo pa mislim, da prišli do konca 58 glav, ne? Ja, 58 so že. Ja. Umar, ja. To je to je že mature podcast, se temu reče. Fino zrel, kot kakšen Munster ali pa Mohan. Dajmo admin pižama. Ja, se veste, kje nas najdete, pejte na iTunes, se nam date oceno, če še niste. Dajte zdaj, pejte na Facebook, se pravi aparatus.si, na Twitter, aparatus, poševnica si ali pa hashtag glave smo. Tudi mail imamo glave@aparatus.si. Dajte nam, če imate še kakšno vprašanja o Igri prestolov, kakšne misli o tej sezoni, lahko tudi potem naslednji teden, ko se bo iztekla, kaj zapišete, pošljete, kajti čez 14 dni planiramo eno oddajo z malo več gosti, tako da bomo se o tem tudi bomo pregledali, kaj vse se je zgodilo v letošnji sezoni. Igor je tudi rekel, mi je tudi povabil zraven Harp, ki smo ga imeli v eni od prejšnjih oddaj o Igri prestolov, ki piše te povzetke za vikend in se objavljajo na delo.si, da bojo imeli tudi okroglo mizo, 15-minutno po zaključku sezone, par nas bo debatiralo o tem, tako da spremljate tudi te novice na Twitterjih, bomo povedali, pa pejte na aparatus.si poševnica podpri
in darujte 4, 8 ali 12 evrov za Anžeta, ni vrag, da ne bomo skompilirali navodil za njegovo mešalko, pa tudi, če bo treba Bastiana iz Neverending Story poslati na unem belem zmaju, nekam, da jo najde. To je to, ali pa bomo prebrskali, bomo rokopisni oddelek Nuka bomo prebrskali. To je tole, Beštar, vemo, da to poslušaš, priprav se, že bo prišel iskat, kaj vam tam, kaj znastav zdaj, če dol v un sef, če te bojo spustili v Nuku tam nek med Trubarjevo Biblijo, pa Katekizmom, pa Dalmatinovo Biblijo, pa med Prešernovimi poezijami bo tudi ta tvoj manual za mešalno mizo. Iz katerega leta pa je mešalka? Pa nova je, si to je, ne bomo se. Ej, na kakšne diode ima noter? V glavnem. A je to na elektriko ali še na parniku? Ne, 2 hrčka ga je pogajala. Koliko ljudi moraš zažgati, da dela? V glavnem, for fuck's sake. Matevž je na Twitterju, Afna Matevž Luzar, sploh si nam vprašal, tokrat pižama. Anže je na Twitterju afna.nz ali Atomic XX, jaz sem pa na Afna Pizama, pa pizama.net, tako da super, hvala, ker ste zdržali z nami tokrat pol drugo uro. Ja, pa res. Zdaj pa, jaz bom rekel 3-4 zdaj in vsi 3 rečemo Neverending Story. Tako, 3-4 zdaj. Ura je 1 zjutraj, lahko noč. Neverending Story. Adijo, samo adijo. Čau. Ajde.